Eno čudovito jutro vsem skupaj. Midve sva nazaj z najnimi ponedeljkovimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanje glede naravnega zdravja in zdravljenja in kaj lahko naredimo zase v vsakodnevnem življenju, da se bomo boljš počutili, da bomo imeli več energije, da bomo lahko res izpolnili to, zakaj smo prišli sem. Kot ponavadi sva z vami Alja Podgornik in pa doktorica Neja Zupan, ki je tukaj z mano. Obe se že precej časa ukvarjava z naravnim zdravljenjem, Neja sploh že desetletja, jaz malo manj, ampak imava skupaj precej izkušenj. In tukaj z vami deliva znanja, ki so se jih nabrale v tem času in jih vlečeva od povsod, od moderne znanosti, tradicionalne kitajske medicine, ajurvede, zeliščarstva, vse, kar je bilo koristno in pa seveda tudi najnih osebnih izkušenj in uvidov, do katerih so prišli v tem času. Tako da, kot ponavadi napišite vprašanja spodaj. Če imate vprašanja, glede česarkoli, lahko so to fizični simptomi, diagnoze, lahko so to vprašanja, ki se dotikajo bolj duhovnega nivoja, miselnega, čustvenega nivoja. Na zelo veliko različnih vprašanj so že odgovarjale in vse jih shranila in bova do njih prišle, tlej ali prej. Danes bova načela eno temo, ki je ful pomembna. Pomembna gre vsega precej dlje od tega samo, a bomo mi osebno zdravi, ampak v bistvu se gre za to, kaj bomo predali naprej naslednjim generacijam. In v tej temi bova govorile o pripravi na zanositev in nosečnost. Se pravi, verjetno bo spet več delov, bova videla, do kam prideva, ampak govorile bova danes predvsem o fizičnem aspektu tega. Zato, ker danes se nosečnost jemlje v bistvu precej na lahko, nimamo nekih posebnih priprav. Dobro, neke stvari vmes, ko je človek že zanosil, ko je ženska že zanosila, se dajo neki nasveti, ljudje se pripravljajo na porod. Ampak marsikdaj v teh starejših kulturah oziroma praktično praviloma so se priprave začele precej že pred zanositvijo, ko se je sprejela odločitev, da ženska želi zanositi in so imeli zelo specifične pravila, mehanizme, procedure, zato da se je zagotovili, da so bili otroci lahko zdravi. In mi bomo danes govorile o tem, kaj v bistvu se da narediti in kaj bi bilo potrebno narediti, že veliko pred tem, ko se človek odloči, da zanosi, ko se par za to odloči, ko se ženska za to odloči, zato da je otrok lahko zdrav, in pa kaj so te glavne zadeve, ki danes povzročajo v bistvu veliko količino zdravstvenih težav, seveda na začetku pri dojenčkih, potem pa tudi pri najstnikih in odraslih ljudeh, ki lahko izhajajo iz napačne priprave na nosečnost. Tako da jaz mislim, da ful zanimiva tema, vas že vnaprej povabim, da to tudi delite s komarkoli, ki je za to zainteresiran, sploh če poznate kakšne mlajše ljudi, če imate otroke sami, ali pa če se vi na to pripravite, dajte te stvari deliti z ostalimi, zato ker to so znanja, ki danes nam manjkajo, so pa nujno potrebne za naslednje generacije in za nas same. Tako da, Neja, jaz bi te povabila, če lahko načneš to temo in nam poveš malo o tem, kaj si ti čez leta o tem se naučila, ugotovila, mogoče osebne izkušnje, karkoli, kar je relevantno in koristno. Dobro jutro in čudovit začetek tega novega tedna. Midvega začenjava običajno zdaj s temi live, zato jaz upam, da vam popestriva, izboljšava vaš življenje, vaš teden, vaš dan, z nasveti, ki tokrat ne samo vam pomagajo, ampak pomagajo tudi prihodnjim generacijam. Jaz sem se najbolj zgrozila, oziroma se še vedno tako, me tako kar pri srcu me zaboli, ko slišim podatek, vsaka tretja ženska ima zdaj že umetno oploditev. In sem tako, o moj bog. Rešuje se stvari večinoma samo s pomočjo znanosti. Ne pogleda se pa energij. Do energij bova še prišle, koliko delo bova imela, zdaj, če ne veva, bova videla, kako bo vse skupaj teklo.
ampak nič drugega se ne pogleda kot samo to, da gremo v umetno oploditev. Jaz sem imela v svoji praksi, glejte, že ogromno žensk, recimo ena je prišla, zdravniki so ji rekli, da je popolnoma neplodna. Ampak kaj sva midve naredile? Mislim, in rekli so ji, da je nemogoče, da ona zanosi na naraven način. Kaj sva midve naredile? Najprej sva očistile telo, potem sva nahranile telo z nutrienti, s pravimi nutrienti, potem sva energijsko pripravile na telo, se energijsko pripravila, šla je tudi v moj program Postani mojster zdravja, tako da se je sama naučila, da je skrbela konstantno, vsakodnevno za svoje energije in na duhovnem nivoju sva odstranile vse tiste energije, če rečem tako, iz preteklosti, ki so ovirale sploh stik z otrokom oziroma z dušo, ki bi se inkarnirala. In tada, ona je zanosila in zdravniki so imeli takele oči, kaj se je zdaj zgodilo, kako je ona lahko zanosila, ne samo, da je zanosila, je donosila in rodila zdravo hčerko. Z njo sem imela tudi enkrat intervju. Ne vem, aj posnetek nekje mora biti, posnetek kaj na YouTubeu, nek tam mora biti ta posnetek. Skratka, praktično nemogoče, pa še to bom povedala, no, da ona je imela za sabo 5 let umetnih oploditev in nič ni delovalo. No, še to je ekstremen pomemben podatek. Ne to, da je ona ta prvo naravno, ne, ampak potem ona velikokrat rekla, joj, Neja, če bi jaz prej vedela za tebe, ne bi šla skozi ves ta trpljenje, ampak takrat je bilo pa že toliko hudo in je rekla, da noče več, da je toliko telo od vseh tistih sintetičnih hormonskih preparatov začel narobe delovati, je rekla, jaz v to ne grem, pa tudi, če nimam otroka. Tako da priprava na nosečnost igra izjemno pomembno vlogo. No, in recimo to, kar je že Alja načela, da v teh starih kulturah so vedno imeli protokole, kako, ne samo kako se pripraviti, da bojo se zanosili, ampak tudi kako pripraviti zemljo plodno, zato ker ženska, preden zanosi, mora imeti plodno zemljo. In zdaj vam bom povedala en primer, tudi v moji praksi. Ženska je prišla in z možem sta se že tudi nekaj časa trudila, da bi zanosila, ampak jaz sem iz njenih ledvic čutila samo hladno energijo. Ko smo mi njena ledvica ogreli, je začel šele se proces odvijati, da je ona postajala tako mehkejša, bolj pripravljena za to, da bo zanosila. No, in po nekaj, ki smo delali na tem, ona je tudi se vpisala v program Postani mojster zdravja, zato da je potem vsakodnevno to doma delala, zamenjala energije in kaj mislite, kaj se je seveda zgodilo? Ja, zanosila je, ko je ta hlad iz telesa spravila. Zdaj pa recimo želodec pa
pa ledvica so po kitajski tradicionalni medicini med sabo povezana. Če želodec ne dela dobro, potem ledvica ne bodo imela energije in bo ta hlad prisoten. No, ampak to bo, zdaj ne vem, drugi, tretji del, ko bova malo več od tega govorili, ampak zdaj samo te primere govorim, kako so stvari pomembne. No, tretji primer, ta je bil do zdaj prvi moj primer para, ki je dejansko 1 leto, preden sta se odločila, da bosta delala na zanositvi, sta prišla in naredila oba detoks. Ampak to ni tak detoks, pač, da se te na tabletka poje, pa da se vse stvari naprej je, ampak detoks dejansko na celičnem nivoju, detoks DNK-ja. Ker ko se starša pripravita na nosečnost in na ta način, se očistijo fini delci, fine nesnage in se to na otroka več naprej ne prenaša. Recimo, prehrana mame je že pred nosečnostjo ekstremno pomemben dejavnik, kako bo otrok potem zdrav. Danes pogledajte, koliko otrok je bolnih. To je posledica že kar precejšnjega časa, ko mi ne vnašamo v telesa tistega, kar človek dejansko potrebuje. Pred nosečnostjo so pa seveda te potrebe še večje, zato ker edina hrana, ki jo otrok ima, izvira od mame. In otrok pobere iz mame, to mogoče ste slišali, da vsak otrok, kakor vzame mami nekaj let življenja. Ampak to je samo zato, če se mama ne prehranjuje prej v redu, preden je zanosila. Zato ker če se pripravi, potem je dovolj nutrientov v telesu, da jih bo otrok dobil. Če pa v mami ni dovolj nutrientov, pa nastopijo razne bolezni, ki se odražajo tako že čist pri majhnemu otroku, dojenčku, ali pa se potem pokažejo v odrasli dobi, če seveda mi ne nadomeščamo z ustrezno. Samo če se mama že napačno prehranjuje, je zelo velika verjetnost, da se bo tudi otroka naučila, da se ne prehranjuje glih najboljš. Druga pomembna stvar, kjer pa igrata vlogo in oče in mama, so pa patogeni mikroorganizmi. In danes majčkeno več bom mogoče povedala o teh patogenih mikroorganizmov. Glejte, med spolnim odnosom se moški in ženska združita. In velikokrat mi ženske rečejo, ja, imam skozi beli tok, pa skozi me srbi v nožnici, pa skozi imam nekaj rdeč, pa neprijeten, pa smrdi. To so vse patogeni mikroorganizmi, ki se noter v nožnici nahajajo. Ampak tudi, ko moški s spolnim udom gre v žensko noter, ja, tudi na glavici oziroma na penisu se nahajajo patogeni mikroorganizmi, ki so v moškem. In spolni, mislim, ta izliv brizgne v žensko vse tisto, kar je v moškem. Se pravi, stvar zanositve, stvar zdravega otroka ni samo v ženski, je tudi v moškem. Se pravi, ali je moški očiščen patogenih mikroorganizmov, ali bo moški dal ženski vse tiste patogene mikroorganizme, ki jih ima tudi sam. In
ti patogeni mikroorganizmi seveda odvzemajo hranila, spremenijo presnovo, lahko povzročijo resne deformacije zarodka, kot je recimo poškodbe v razvoju možganov, poškodbe v razvoju kosti, pomanjkanje različnih mineralov, vitaminov, ker seveda ti patogeni mikroorganizmi za sebe potrebujejo te hranila. In če jih mi imamo v telesu, ja, potem jih predamo naprej. In prej, ko sem rekla v nožnici, kaj vse je, to je odraz, kar je v nožnici, je odraz tega, kar je v telesu, v prebavnemu sistemu, ker prebavni sistem je zunanje okolje. Ja, ga imamo noter, ampak je zunanje okolje. Tle gre noter, skozi usta gre noter, skozi danko gre ven, vmes je pa cev. In se ne dotika nobenega našega notranjega organa. In je tako, kot zunaj, ne vem, recimo na kompostu, ko se te, seveda določene, mislim, da sva že govorili o teh zdravi črevesni flori, mogoče, če bo še kakšno vprašanje, mogoče še kaj takega se bolj nasloviva prav na to zdravo črevesno floro. Ampak noter v telesu je kompost, ampak če se na tem kompostu zaredijo plesni, pa škodljivci, pa določene bakterije, tisti, ki se z vrtičkarstvom ukvarjate, veste, da je treba za kompost skrbeti, zato da bo potem, ko ga boste dali na njivo, da bodo rastline rasle. In na enak način je za ta kompost potreben skrbeti tudi v našem telesu. In če ne poskrbimo vnaprej, preden se odločimo za nositev, če ne poskrbimo za ta kompost, to zunanje okolje v našem telesu, skozi imejte v mislih, da je to cev, od ust pa do danke je samo cev, in ima stik z zunanjim okoljem, in iz tega ven pa mi počrpamo hranilne snovi. In če to, kar imamo mi noter v prebavnem sistemu, ne deluje v redu, če je polno patogenih mikroorganizmov, hranila ne bodo prišla v telo in ženska ne bo dobro pripravljena na nosečnost, se pravi, rastlina, ki na podlagi tega komposta zraste, bo majhna ali sploh zrasla ne bo dosti splavov, bo imela razvojne motnje v možganih, motnje v različnih delih telesa. Pustimo tiste, ki so, glejte, včasih se pač zgodi, da kakšen otrok ima težave, ampak mi moramo pripraviti telo vnaprej, da čim več naredimo in čim bolj zmanjšamo vse možnosti. Potem pa seveda so še cepiva. Ja, s cepivi, dobro, pustimo na stran, da mogoče dam eno opcijo, da mogoče doprinesejo, da seznanijo telo z enimi patogenimi mikroorganizmi vnaprej, pa da telo zgradi en imunski sistem. Ampak tem cepivom je dodano ogromno težkih kovin, ki jih je potreben pred nosečnostjo, preden se odloči za nositi, odstraniti ven, drugače gre da vse v vašega otroka. Zato, ker otrok vse zavga od mame. In, glejte, razvijajoč otrok, pa težke kovine so tale živo srebro, aluminij, kadmij, to gre vse pa na vašega otroka. In je pomemben,
da se te stvari iz telesa, iz maminega telesa odstranijo in pa seveda, da se tudi oče očisti vseh patogenih mikroorganizmov, da svoji ženski ne daje patogenih mikroorganizmov, ki bi potem posledično lahko poškodovali oziroma škodili njunemu otroku. Moški je fajn, da se zaveda, da ženska nosi njegovega otroka in da s tem, ko poskrbi za sebe, za svojo zdravo črevesno floro, bo poskrbel tudi za bodočega otroka. No, pa da zdaj ne bom predolga, za nekaj sem povedala, že zdaj sem bila kar nekaj dolga. Predam besedo naši Ali, ki ima zmeraj nekaj pozitivnega pa dobrega zapovedati. Jaz bi rada govorila še pa mičkeno, bolj bi rada govorila o tem aspektu pomanjkanja hranljivih snovi in kam nas to pelje. Zdaj, dajmo začeti, da pogledamo malo to, kaj ne je govorila pri teh starih kulturah. Če kogarkoli to malo bolj zanima, jaz vam zelo priporočam, da si pogledate Weston A. Price Foundation. In to je v bistvu organizacija, ki izhaja. Weston Price je bil zobozdravnik, ki je na eni točki se začel spraševati, ne, zakaj je toliko otrok, pa toliko ljudi, ki imajo težave z zobmi, pa ne samo kar se tiče recimo kariesa, in bakterijskih vnetij in podobnih zadev, ampak tudi, da so zobje čisto neravni. In danes mislim, da to lahko vidite, da ogromno število otrok potrebuje aparata za zobe, zvezdice in tako naprej. In on je šel po celem svetu in je raziskoval, kje v bistvu obstajajo kulture na svetu, ki teh težav nimajo. In je skozi ta potovanja prišel do teh starejših kultur, ki ne živijo še na ta, ne kmetujejo nujno, niso del našega klasičnega sistema, so bolj odmaknjeni, velikih še lovi živali za hrano, oziroma imajo manjše kmetovalne zadeve, veliko časa preživijo od zunaj in tako naprej. In je pogledal, kako so se prehranjevali. In kar je najbolj konsistentno, je, da te ljudje so se prehranjevali ogromno s kvalitetnimi živalskimi izdelki, ki se pravi, da so jedli meso, tudi organe, se pravi recimo jetra in take zadeve, čisto mi praktično sploh več nemo, se pravi, da se je žival pojedlo res od nosa do repa, da so jedli lokalno, sezonsko in vse to, ampak skupno tem kulturam je bilo pa to tudi, da ko so se začeli pari ali pa ženske pripravljati na zanositev in porod, so praviloma zaužili veliko več vrst svete hrane, kakor bi jim oni to pravili, ki so vsebovali recimo maslo, ki je bilo zelo, in posebej maslo, ki so ga dobili spomladi, ko so krave jedle travo, ki je bila sveža in najbolj zelena, ker tisto maslo vsebuje največ vitaminov D, A, K. Druge kulture so popile veliko surovega mleka, če so kmetovali. Druge kulture so imele fermentirano olje morskih psov, pa rib, recimo te so bile bolj na severu. Spet druge kulture so dale velik poudarek na organih, kot so recimo jetra. Kaj je skupno vsem tem? Je to, da imajo ogromno maščobno-topnih vitaminov, kot smo rekli A, K in D. In jaz bi vam tle rada povedala mičken več o vitaminu A. In to se mi zdi zelo pomembno, zato ker, če greste vi na internet, zdaj vtipkate vitamin A, v nosečnosti, kaj boste dobili ven, je, da preveč vitamina A je škodljivo in lahko vodi do defektov in problemov. In to so študije, ki so bile narejene v zadnjih, recimo, 10-20 letih predtem, by the way, pred temi študijami ni bilo, če pogledate, od leta 2000 do 1970, mislim, da bilo se skupaj približno 20 poročil o tem, da so bile kakršnekoli težave po porodu povezan z vitaminom A. Ampak so naredili par študij, kjer so ženskam dali ogromno visoke količine vodotopnega vitamina A. Se pravi, to ni bil vitamin A, ki je prišel iz hrane, to je bil vitamin A, ki je bil sintetičen in vodotopen, so jim dali visoke količine tega in so neke korelacije najdeli med tem pa med težavami z rojstvom. Zdaj, to, da pač naša znanost primerja sintetične vitamine, ki so vodotopni,
in iz tega vleče zaključke, ki se dotikajo maščobno-topnih vitaminov, ki pridejo iz hrane, ki jih naše telo ve, kako se procesira. To je pač odličen prikaz tega, kako je naša znanost popolnoma totalno nepovezana in ne razume evolucijskega delovanja človeškega telesa. To je odličen primer tega, tako boste zelo previdni pri teh stvareh, ker to niso iste zadeve. Ampak, zdaj, če pa mi pogledamo, kaj vitamin A dejansko deluje, kako deluje v telesu. Vitamin A je potreben praktično pri vsaki stopnji razvoja zarodka. Vitamin A je nujno potreben zato, da matičnim celicam pošlje signal, da jim povejo, katere vrste organa se pravilno razvijajo. Prvi organ, ki se začne razvijati, je srce. Srce se začne razvijati na približno 3 tednih. Do takrat večina žensk ne ve, da so noseče, če niso se za to pripravljale, pa tudi, če si se pripravljali, da takrat še marsikdaj se ne ve. To, ker še en cikel ni prišel do takrat, še menstruacija ti ne pokaže. Če vitamina A ni dovolj v telesu, takrat se srce ne bo pravilno razvilo. In potem dobimo kakšne lukance, ki se pojavljajo noter, da zaklopke niso pravilno razvite in podobne zadeve. Ampak vitamin A ni pomemben samo za srce. Pomemben je za kožo, za celoten živčen sistem, za pljuča, za imunski sistem. Se pravi, tukaj in lejte tle, kar je treba razumeti, je to, da te stvari, če se narobe razvijajo med razvojem, se jih ne da pa več popraviti marsikdaj. Jaz vam lahko povem zase, jaz imam napačen razvoj enega od tega kranialnih živcev. 6. kranialni živc, ki oživčuje oko. Jaz ne morem levega očesa v levo stran premikati. In to je ena stvar, ki se je ne da popraviti. Ni važno, če jaz vitamin A dodatke jemljem celo življenje. Hvala Bogu je pač to nek defekt, ki ne povzroča resnih težav v življenju, in se da s tem normalno živeti. So pa marsikateri drugi defekti, ki povzročijo splave, že zelo zgodaj, ali pa se otrok potem rodi s težavami, ki ga bo spremljali celo življenje. Vitamin A je nujno pomemben tudi zato, da se pravilno razvijajo kosti. In kosti tukaj govorimo recimo o obliki obraza. Kaj je ta zobozdravnik najdel? Pri vseh teh kulturah je, da otroci so imeli širše obraze in popolnoma ravne zobe brez kariesa. Ko so določena ta ljudstva potem prešla na naš način prehranjevanja, na zahoden način prehranjevanja, to so recimo predvsem pokazali za Eskime, so stvari začele se drastično slabšati v kratkem času. Se pravi, to, kar se naši obrazi ožajo, ker toliko ljudi rab aparate za zobe, zvezdice, ker toliko ljudi rab očala, je povezano z napačnim razvojem strukture, kostne strukture, živčnega sistema, oči. In to so stvari, ki se jih ne da popraviti enkrat, ko je otrok rojen. Pa se pa dogaja tudi stvari, da so otroci rojeni. Jaz sem bila recimo primer otroka, tudi jaz sem bila rojena z ekcemi. Jaz sem bila rojena z imunskimi težavami. Jaz nisem mogla mleka svoje mame piti. Ker spet lejte, kaj ženska je pred zanositvijo, med nosečnostjo in pa potem, ko otroka se tudi hrani s tem mlekom, vpliva ful na to, na vse v telesu, kako je Neja prej rekla, to je pač hrana, ki jo otrok dobi. Zdaj, zakaj jaz hočem ta vitamin A toliko pripeljati sem in govoriti o temu? Ni samo vitamin A, mi imamo hude težave s pomanjkanjem teh maščobno-topnih vitaminov zaradi prehrane, ki zdaj sega že desetletja, če ne stoletja nazaj. To ni naša generacija, moja generacija ali pa vaša generacija, to so generacije vaših staršev, vaših starih staršev, če pogledate, kako so jedle. So bile dostikrat, predtem so bile v našem delu v Sloveniji velikokrat kakšne lakote, so bile vojne v Evropi in vse to, kar vpliva, so bile recimo znanstvene raziskave narejene, ki so zelo jasno pokazale, da če recimo so starši podhranjeni med nosečnostjo, bojo otroci teh otrok manjši in bolj suhi, ko so rojeni. Se pravi, to gre več generacij naprej, to je treba tudi razumeti. Se da marsikaj narediti, če smo res pametni, ampak to so stvari, ki segajo naprej. Mi smo zdaj šli čez ne vem koliko desetletij propagande in zmedenosti glede hrane, ki se je najprej maščobo čisto demonizirali, pa se je zamenjali maslo z margarino, a se kdo spomne tega. Danes večina ljudi kuha z rastlinskimi olji, sončničnimi olji, repičnimi olji. Če imate te stvari doma, jih prosim danes vršite vse v smeti,
Te stvari se nikoli ne uporablja za kuhanje, če je rafinirano, se tudi nikoli ne uporablja v kakršnikoli obliki, pa tudi če ni rafinirano, boste zelo pametni zaradi omega-6, omega-3 razmerja. O tem sem mislim, da že govorile, če ne bo pa naredila enkrat o tem sigurno še. S tem nobene kulture zgodovinsko niso kuhale. Z razlogom. To so nove zadeve, ki nas danes vodijo v sranje. Vsa ta propaganda, ki se je naredila, da so nasičene maščobne kisline slabe, da višajo kao holesterol, pa tle to, kar tudi se govori o holesterolu, so čist neke napol zadeve, kar se klasično ve, ne? Kar vsakdanji človek nekako bi vedel, pa veliko doktorjev o tem lahko tudi enkrat narediva. Holesterol je potreben za vse hormone v telesu, nasičene maščobne kisline so veliko bolj stabilne in ne oksidirajo v telesu. In to je nujno potrebno, da naše celice prav delujejo in so tudi nujno potrebne za to, da se otroka pravilno nahrani med nosečnostjo in pa po nosečnosti. Mi smo pa zdaj po vseh teh letih propagande, ki se je demoniziralo to, pa ki se je začel pol jesti ne vem koliko rafinirane moke, bele moke, belega cukra, teh rafiniranih olj, ki povzročajo ogromno vnetij v telesu. Smo zdaj prišli pa do popularizacije vegetarijanskih pa veganskih diet, ker pa sploh, če so veganske diete, vi ne morete dobiti, vse te stvari pridejo iz živalskih izdelkov. Pa da vam povem zdaj zakaj. Vitamin A se velikokrat napačno, zelo napačno propagira, da lahko vi to dobite iz korenčka, iz buč, iz vseh oranžnih zadev. Vse te oranžne zadeve imajo beta-karotene noter. Beta-karoteni sicer so potem v telesu skozi te molekularne procese spremenjeni v vitamin A, converted, kot se temu reče. Težava je to, če pogledate vi živali, ki se hranijo recimo s travo, ker trava ima precej teh beta-karotenov, zato če imate jajca recimo od piščancev, ko so se hranili s travo, bojo oranžna, medtem ko one, ki so bili hranjeni s koruzo, so rumena. Te živali, pa če pogledate krave, če pogledate koze, imajo po 4 želodce, imajo ogromne dele črevesja, ki so namenjeni s temu, da se vse te vlaknine fermentirajo in da se ekstrahirajo vse te maščobne kisline in da se ekstrahirajo in spremenijo vsi ti prekursori, se pravi provitamini, če temu rečemo, v dejanske oblike, ki jih telo lahko uporabi. Se pravi, oblike vitamina A, ki jih pa mi lahko uporabljamo, so pa retinol, retinal pa retinoična kislina, ki pa jih dobimo izključno iz živalskih izdelkov. Konverzija iz beta-karotenov v dejanski vitamin A, se pravi retinol, poteka po ljudeh nekje na 3%. Se pravi, si lahko mislite, koliko korenčka bo treba pojesti, da vi prijete nekam, kjer imate tega dovolj. Pa še približno, mislim, da 50% ljudi ima dodatno gensko mutacijo, ki pa še poslabša pretvorbo. In zdaj, če vi ne jeste nobenih živalskih izdelkov, vegetarijanske diete se da lažje prijeti skozi, ampak pol morate pojesti precej masla, recimo v ajurvedi se priporoča, da ženska vsak dan med nosečnostjo je prečiščeno maslo skupaj z mlekom. Tako da bo treba pač tam več narediti, pa jajca so tudi odličen vir tega lahko. Ampak pri veganskih dietah pa, dragi moji, bo zelo težko prišli skozi, da boste vi v redu, da boste lahko imeli otroka. Treba je razumeti tudi to, da kar danes tudi opažamo, je ne samo to, da so otroci bolni, ampak da ogromno žensk zboli za avtoimunimi obolenji potem, ko rodijo, ker so ženske izpraznjene, ker so njihove nadledvične žleze izpraznjene. Njihova ščitnica ne dela. Mislim, da avtoimune težave ščitnice, pa se pravi Hashimoto, je en najbolj pogostih zapletov oziroma diagnoz, ki se pojavijo po porodih. Vsi veste tudi za poporodno depresijo. Vse to je povezano s tem, da so hranila popolnoma izčrpana. Zato tle, bodite pametni, ne zapadati v neke spet trende in propagande in take variante. Treba se pripraviti, treba je telo očistiti patogenih organizmov, treba je telo nahraniti, zato da imate dejansko snovi, ki jih lahko uporabijo otroci. Tle bi pa jaz sam še eno stvar na hitro povedala, kontracepcija. Tle, to je lahko tema za še naprej. Kontracepcija med vsem ostalim stranjem, ki ga naredi, od tega, da vodi lahko do prepustnega črevesja, do tega, da vam itak totalno zdela hormone, to je očitno, tudi hudo izprazni zaloge hranil.
hudo izprazni zaloge. Če ste na kontracepciji in mislite zanositi, dol iz kontracepcije vsaj 1 do 2 leti prej in začeti graditi. To, da grejo ljudje dol iz kontracepcije in pa najprej prvo je marsikdaj zelo težko zanositi, za daljše obdobje, potem, ko ženske grejo dol iz kontracepcije, kar se tudi ne pove, ko se ženske danes, to je ta kriminal, tem bomo kdaj drugič govorili, ampak vsaj 1 do 2 leti, da se napolnijo zaloge, da dejansko se telo pripravi na to, da sploh lahko zanosi in donosi zdravega otroka. Ker brez tega delamo škodo sebi, delamo škodo naslednjim generacijam in posledično celotnemu človeštvu. In to je tukaj dejstvo, kar se zdaj dogaja. Tako da boste pametni, midve sva tukaj, marsi odlični podatki so tudi zunaj, če najdete ta prave ljudi, ki se govori o hormonskih zadevah pred porodom, po porodu, o pravilnem prehranjevanju za ženske, se marsikaj najde, ampak dajte malo globi, bo treba iti pogledati, kakor to, da vtipkate v Google zadevo, pa vidite prvih par rezultatov, ker tam žal zelo velikrat dobite točno nasprotno temu, kar je dejansko res in kar je pravilno za telo, zaradi marsikaterih razlogov, ki so se pojavili čez ta desetletja. Tako da, jaz upam, da je bilo to koristno, in da imate mičkeno boljšo idejo zdaj, na kaj treba paziti pri pripravi na zanositev. No, super, Alja. Zdaj pa, drug teden bova sigurno še drugi del naredili, pol bova pa videli, kam bova prišli, ker danes so bile kar malo bolj dolge, ampak glejte, to je tema, mislim, vem, če hočete dejansko poskrbeti za svoje naslednike, je najprej potreben poskrbeti za sebe, tako kot v avionu, ko se stevardesa vam zmeraj reče, če začne avion padati, nataknite prvo na sebe, potem vsem ostalim, ker če sebe note zrihtali, ne morete imeti zdravih naslednikov, nek se bo poznal, tako da sebe zrihtati, preden greste zanositi, preden se odločite, da boste naredili korak, tako kot je tudi Alja rekla, dol iz kontracepcije, dol iz raznih hormonskih preparatov, paziti na svojo energijo, paziti na svojo prehrano. In midve sva tukaj, kdor želi z nama delati, imava program, kjer pomagava, da dejansko uravnoveste svoje življenje in se pripravite na boljše življenje, na boljše potomce. Delite naprej ta video. Kdor pa želi se naučiti upravljati energije, je pa zdaj možen vpis Postani mojster zdravja. Imate pa na spletni strani ves opis, se prijavite in vas naučim marsikakšne stvari, ker sem se vmes, ko sva govorili, sem se prav spomnila, zdajle sem par tednov nazaj, smo prav o energijski pripravi na nosečnost govorili. Takrat sem se jaz tako zelo zamislila na tem, koliko žensk ima zdaj umetne oploditve. To je grozljivo. Kaj delamo? Že na tako porušen sistem damo še malo večji tornado noter. Tako da pomislite, ženska je vir življenja. Skozi žensko se življenje rojeva, mi jo pa zastrupimo. Prav, kaj lahko rodimo? Kaj lahko prinesemo v ta svet? Tako da pišite nama, spodaj postavite vprašanja, da midve lahko še kaj odgovoriva. Če pa se odločiš, da delaš z nama, ali pa poznaš koga, da hoče delati z nama, ker midve delava z ljudmi, ki resnično hočejo spremembo v življenju. Midve obe sva šle skozi težke izkušnje zdravstvene, in obe sva se pozdravili. Tako da učiva, predajava stvari naprej. Zdaj pa, če imaš to strast, ogenj, da resnično na naraven način hočeš
poskrbeti za sebe in svoje potomce, sva tukaj za tebe. Tako da lepo se imejte in se vidimo prihodnji teden. Mua. Čau! Čau!